Lepo pozdravljeni v oddaji Klepetalnica. Junijsko oddajo bomo zopet bolj zgodovinsko obarvali. Govorili bomo o narodno-osvobodilnem boju. V oddaji zato zopet gostim Nandeta Vodeta, dobrodošli, in pa ravnateljica osnovne šole, gospod Miro Rek. Lepo pozdravljeni. Gospod Vode, najprej za ogrevanje, koliko ste bili stari v času narodno-osvobodilnega boja? Ja, ko se je začel, sem bil star 22 let, se pa nehal, sem bil pa 27. NOB označujemo v bistvu kot oborožilni boj zoper okupatorja na območju Slovenije in pa Jugoslavije v času druge svetovne vojne. OF je združila stranke Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, sokolov in drugih kulturnih delavcev. Kam bi se lahko vi opredelili, vi in vašo družino v tistem času? Ja, mi smo bili takrat že opredeljeni. Mi smo bili, stranka se je imenovala, kaj jaz vem, nacionalna jugoslovanska, drugače smo pa sokoli bili. To se pravi, smo bili opredeljeni pred vojno, seveda med vojno, pa itak to vse odpade. Je bil pa samo eno odpor proti okupatorju. Kaj pa menite, je bil odhod v partizane ideološko motiviran ali ne? Ja, ideološko, če bi rekel, da je to ideološko, da se boriš proti okupatorju, potem je bilo ideološko. Sicer je bilo pa to življenjsko nujno. Ali greš v partizane, greš v nemško vojsko, ali greš kasneje recimo domobrancem, ali pa da se nekam zabiješ in čakaš na boljše čase. To so rekli, namesto OF so rekli OR. Ja, če malo povežem to zgodbo, nedolgo nazaj sem v pripravi na to klepetalnico govoril tudi z Adolfom Potočnikom, Čubrom, da ga malo bolj razpoznajo tisti, ki ne vedo, kdo je kdo v Komenski občini. No in ko so govorila, mi je povedal, da on je bil pa v vojski in da je bila odločitev ali biti mobiliziran ali pet k partizanom. In on se je odločil, da je šel k partizanom in še danes pravi, da se je prav odločil. Prav zaradi tega od situacije na Komenskem ne ve kaj dosti, razen iz pripovedovanj, ker je pač v Šlandrovi brigadi. Povedal pa je tudi, da je bil že njegov oče pravzaprav pravilno usmerjen, saj je bil majstroborc. To morda samo kot dodatek odgovoru gospoda Vodeta. Ja, zdaj, če sem jaz tole prav razumel, on se je vključil partizanski vojski. V resnici, oziroma kako bi rekel, v tistem času, oziroma ne prvo leto, ne toliko, ampak naslednja leta, je bila opredelitev, sicer vstop v partizane, vendarle en del, večji del je bil tistih, ki so bili v borbenih edinicah. To so vodi, pa odredi, pa brigade, divizije, no več v Sloveniji nismo imeli. In pa druga stran je bila pa tista, ki naj to vse organizira. Nekako bi danes to rekel, da je bila to civilna oblast. Tudi prav tako v ilegali, prav tako oboroženi partizani, vendarle s to nalogo, da zorganizirajo v celot, kolikor se ne več dal, ljudi pritegne za to borbo, tiste mlajše pridobi za vojsko, drugi da temu pomagajo, in pa na drugi strani seveda, da se podpira ta osvobodilni boj, s tem, da jim ni potrebno, recimo med drugim, posebej skrbeti iz kakšnem posebnem vojaškem akcijam za prehrano, za obleko, za orožje in tako naprej, kolikor se je ne več dal. Zdaj, če sem že to začel, bi moral reči, recimo, da v Komendi je obstojal na Ukrajini odbor Osvobodilne fronte, se pravi OOF. Poleg tega seveda je ta organizirana tudi krajevne
odbore Osvobodilne fronte, KOF, se je takrat na kratko to imenoval. Ne. No, to je bilo to. To je bil namen, da se postavi ene vrste oblast, sicer tako nekoliko bi rekel v senci, ne. Ti so pa bili zato, da seveda, da potem zbirajo tiste vse sorte materijale, po eni strani za vojsko, seveda pa tudi zase, po drugi strani pa je bila naloga teh odborov, da so ljudi obveščali, kakšna je situacija, kako teče vojna, kakšne so izgledi, da se bo vojna končala in pa seveda, kakšne so tudi naše perspektive vojaške, kaj se lahko oziroma kaj se je že osvobodil. Zdaj, ja, zelo pomembna zadeva. To, kar sem zdaj povedal, to se pravzaprav skoraj nikoli ne omenja. Vse so mislili, da je bila partizanska vojska to, da pride en odred nekam in tam se bojuje, pa gre spet nazaj. Ta drugi del je bil pa čisto neviden. Je bil pa zelo, zelo, mislim, razpostrt med ljudmi, dokler časa niso domobranci prišli. V letu 42 se je to začelo, tako da je bil 43. leta ta Komenski kraj, pa ne sam Komenski, seveda tudi drugi Kamenški recimo, pa Moravški, prav nekako, predvsem pa Komenski, se je nekako že imenoval kot nekako osvobojeno ozemlje. Tako da je bilo pretegnjenih zelo veliko ljudi, ki so bili tu doma, da so pomagali z vsem, na vse načine, kar je bilo takrat to potrebno. Moram pa reči, z ozirom na to, da je bilo toliko pretegnjenih ljudi v te odbore in v to pomoč, da se je pa pozabil na konspiracijo, kot smo mi takrat rekli. Mi smo to svobodo kasneje, ker nismo vedeli, kako se bodo te stvari reševale, krvavo plačali. Pojavili so se, če razumete, skoraj dobesedno, to je bilo skoraj kot osvobojeno ozemlje. Ljudje so hodili na Dubravo, pa kaj se pri nas, recimo, gor, dol, vse sorte, se pravi ti, ki so bili v partizanih, tudi v vasi. Ker se ni nič zgodilo, seveda se je enostavno pozabil na konspiracijo. In to seveda so domobranci, seveda s pomočjo Gestafa, dosegli to, da smo mi imeli strahotne izgube. Jaz sem v tistem času, se pravi, ker je bolnica bila izdana, to je definitivno res, ni nič slučajno bilo. Pa do tistega časa, ko sem bil še jaz na tem teritoriju, se pravi, kaj do oktobra, nekako 54 mrtvih. Zato predvsem, oziroma skoraj, ja, predvsem ti ljudje, ki so delali tu v teh odborih. Ker so se počutili varne, so pač uporabljali zmeraj ista pota in seveda k domobrancem so se pa tudi seveda nekateri priključili tisti, ki so te stvari dobro poznali, in pa tudi njihovi pomagači, in ti so dosegli oziroma povzročili take velike izgube. Toliko velike izgube tudi nobena druga, recimo vojaška edinica na našem terenu ni imela. Oni so bili varni, ker so bili dosti dobro oboroženi, mi, ki smo bili na terenu, seveda pa kvečem iz pištole, več pa že ne, pa še tista je bilo včasih taka, da še sam sebi komaj strelil. To je bilo res grozljiv. Kolikor je bilo na en stran tako ogromen uspeh, da smo mislili, da je že skoraj zmaga naša, seveda se je pa to pojavilo. In to, nažalost, seveda od naših ljudi
naših, ne, Nemci niso tega mogli sami speljati, ker teh stvari niti niso vedeli. Ne. Da pa, če se zamislite, recimo, kurirji so imeli svojo pot, svoje javke, ne, in zdaj, če eden to izdal, potem je kar cela linija, recimo, izdana. Ne vem, zdaj, če se to lahko predstavljate, jaz zdaj to pripovedujem zaradi tega, ker sem tam bil, ne vem, pa ne. Če vam nekaj jasno, najbolj, da me vprašate. Jaz seveda, to je že zdaj 65 let, malo seveda pozabim kakšne stvari, pa tudi nisem se na te stvari tako dobro pripravil, da bi vam kar takole z rok lahko povedal. Pa želim, ja, da vprašate stvari. Vse so zanimive, vse so vam spomnil, ampak dobro je. No, ker imamo v gosteh tudi ravnateljico, bi se je še dotaknila, kar se tiče osnovne šole. Osnovna šola Mostek v Mende je prejela priznanje Zveze združenja borcev narodno-osvobodilnega boja. S čim ste si prislužili priznanje? So to prenašanje vrednot, državljanska vzgoja? Ja, res je, prislužili smo se priznanje, pa zelo smo bili v bistvu ponosni. Jaz sem potem malo pogledala po šolski kroniki, zato da ne bi govorila preveč na pamet, zakaj smo si prislužili. V bistvu sem ugotovila, da smo že 59. leta, v bistvu, da je šolski upravitelj, tedajni gospod Fakin, zapisal v šolski kroniki, da pionirji urejajo okolico partizanske bolnišnice in da prireja tudi ob bolnišnici določene prireditve, to se pravi spominska obeležja. Na to se je pojavilo leta 1960, da so bili prisotni pri otvoritvi spominske plošče na Podborštu. Potem 62. leta je tedajni ravnatelj zapisal, da pionirji skrbijo za vse 3 spomenike narodno-osvobodilne borbe in za partizansko bolnico na Dobravi. To se pravi, naši, bom rekla, učenci so se že zelo zgodaj vključili v vse te obeležitve. In nadalje, mogoče najbolj zanimivo, je bilo pa leta 1978, ko je tedajni ravnatelj gospod Citar zapisal v kar, bom rekla, 10 točkah, pa če imamo čas, bi mogoče kar prebrala, ker je kar zanimivo. Pravi akcije, ki so ohranjale in razvijale tradicijo NOB. Sicer pravi, da je potrebna stalna skrb razrednih skupnosti pri načrtovanju šole za spominska obeležja. To še vedno tudi sedaj počnemo. Potem pravi takole, da je udeleževanje lokalnih pohodov po poteh partizanskih brigad, ki jih organizira tedanja OZSMS. Tega ne vemo, da ne počenjamo več, ampak to je bila takrat tradicija. Potem so se udeleževali pohodov ob žici okupirane Ljubljane. To vemo, da v bistvu traja še sedaj, ampak šola se zaenkrat tega ne udeležuje, smo se pa v preteklosti udeleževali. Potem pravi nadalje, da je treba vključevanje v lokalne delovne brigade. Takrat od 77. je bilo za adaptacijo partizanske bolnišnice v bistvu aktivna vloga pionirjev šole. Potem, da se organizira kviz tekmovanja na temo NOB. Jaz sem v bistvu tista generacija, ki smo še tekmovali na to temo, sedaj se te kvizi ne pojavljajo več. Potem, da je treba načrtna nabava knjig za pionirsko knjižnico na to temo, to mislim, da je bilo res obsežno, tudi takrat in v bistvu, da so še vedno knjige, tako da se to otroci še lahko ogledujejo. Potem pravi, da je bilo pomembno takrat ogled kino predstav na tematiko NOB-ja. Tudi to je zanimivo, ne? Da je bilo pisanje spisov, pripravljanje določenih razstav na to temo, potem, da so pripravili določene referate, udeležba na akciji 5000 torbic kot pomoč narodom, ki hodijo podobna pota kot pred leti Jugoslavija, in pa da se vodi tudi razgovore z udeleženci NOB. To je zelo obsežno zapisal gospod ravnatelj, kot sem rekla, 77. leta. Zdaj, v bistvu, da bi se vseh teh akcij udeleževali, kot sem povedala, ne, ampak v bistvu slavnostna obeležja, to je ta dan mrtvih, 1. november, to obeležje še vedno ohranjamo skupaj z krajevno organizacijo Zveze borcev in pa maja svečanost ob partizanski bolnišnici. Kako pa gledate na dejstvo, da tematika NOB-ja izginja iz učbenikov?
sicer niste ravno učiteljica. Ja, nisem zgodovinarka, ja, zato bom samo se mogoče sam toliko dotaknila, da bom rekla, da v učbenikih je v bistvu v načrtu samo 5. razred 9-letke se dotakne NOB-ja, čisto na eni strani, potem je pa v glavnem vsa snov prenesena v 9. razred, kar pa pomeni v bistvu zgodovinski razvoj, pač je toliko obsežen, že danes, da v bistvu zdaj to zajeto samo v 9. razredu, pa še to je zelo skromno, to je v 5-6 urah. Tako da, če prenesem, bom rekla besede učiteljice, ki poučuje zgodovino na naši šoli, da je zelo zadovoljna, ker je v bistvu slabo, bom rekla, da na koncu, da otroci ločijo med partizani in ostalimi, ki so se borili, tako da je to že velik uspeh. No? Ni nekega poglobljenega znanja, saj ne v osnovni šoli več. O tematike NOB. V zadnjem času pa se tudi veliko govori o domovinski vzgoji. Bi po vašem mnenju morala postati to nek predmet, malo več poudarka morda domovinske vzgoji, ne samo pri slovenščini in pri zgodovini, ampak se pravi kot predmet. Etika in državljanska vzgoja je trenutno predmet, ki poteka, ki ne bi se preoblikoval zdaj v predmet domovinske vzgoje. Vse, kar v bistvu v šoli počenjamo, je recimo samo dodatek k nečemu, kar naj bi izoblikovali mogoče preko, rekla, življenja v celoti, preko doma, to, kar že starši lahko vcepijo, v bistvu stari starši in širša skupnost, tako da bom rekla, to je samo delček tega, kar bi otroci lahko oziroma bodo vedeli. Kot ste že pa dejali, Zveza združenih borcev sodelujete tudi z njimi, ne? 11. junija bo na Komenski Dobravi tradicionalna proslava. Kaj več o tem morda? Jaz bi predlagal, da bi morda po dogodki tudi ta 11. junij oziroma Komensko ali Dobravsko bolnico obdelali. Menim pa, da bi bilo prav, da gremo še malce nazaj na tista prva leta, na leto 41, na obdobje okupacije. S tem povezano tudi zima 41-42 na razbitje Krvavške čete, če bi morda lahko tam kaj povedala. Ja, jaz kolikor se spomnim takrat Krvavško četo, no to jaz takrat nisem bil nič v partizanah, to so bili čist prvi začetki, nekaj nevelik ljudi, ki so šli v partizane, mogoče so se bali tudi okupatorja, mogoče tudi iz kakšne posebne zavesti in tako naprej. Njih bilo pa veliko, niso pričakovali, da bo najbrž, kakor si jaz predstavljam, da bo tista zima tako huda, da bo je težko prenašali. No in to so seveda bile, ne, hajke, kakor se temu reče, so jih preganjali tam po teh hribah sem pa tja, no in so bili že seveda dosti brez hrane, dosti so bili pa tudi dosti dobro napravljeni in to je ta Mejač, ki je bil komisar, to je Komende, Vitko po imenu, je skupaj z Gestapom organiziral, da kdor se bo predal k njemu na dom, ga ne bodo več preganjali. No in so se res, nekateri so se javljali, jaz sem jih tudi osebno videl, ko so bili tam pred hišo in so čakali. Takrat se jim ni nič zgodilo, kaj je bilo pa kasneje, pa jaz ne vem, ker jih osebno tudi nisem poznal. To je bila takrat tista akcija. No, ampak bistveno pa to ni vplivalo na cel razvoj. Vitko, župan Komende, ne? Ja, komisar. Komisar med vojno, ne? Ja, to je gemeinde komisar se imenoval. Ja, to je komisar je zaradi tega, ker, no, mislim, ker komisar ni pravzaprav izvoljen, ampak je postavljen. Imenovanje. Ja, danes imenovanje. Imel pa tudi dva brata še, Francina in Lojzeta. Ja, Francina in pa Lojzeta. Ja, zanimivo, to je bila zanimiva družina, ne, sicer zelo bogata drugače, ne, dosti izobraženi tudi, ampak, no, Vitko se ni nič pravzaprav kaj posebej
mislim, politiziral ne levo desno, ampak je bil z Nemcem, z njim je delal, bil je komisar. Če bi rekel, no razen to, kar je bilo prej, recimo, kar se je zgodilo, pa neke druge take dogodiščine so bile, ampak za dokumentu samo je bilo pa verjetno kar dobro, ker je znal, ali pa ker je mu toliko velik vpliv, da do kakšnih posebnih represalij ni prišlo, pri kakšnih, recimo, kakšnih napadih in tako naprej. No, to je bila njegova morebiti dobra stran. K njemu so se zatekali vsi ti najvišji nemški funkcionarji, politični, tako Resner, Rainer, pa ne vem, kjer so še bili, takrat da sem že malo imen pozabil, ki so bili stalni gostje, seveda so bili pa tudi drugi, taki manj znani, pa morebiti tudi dosti vplivni na drugih straneh. Žalostna zgodba pri vsej stvari je bila pa ta, no Lojze je bil pa tako, on je bil pa tak majhen starejši od mene, par let starejši, zelo tako vitalen in je vse kot civilen velikrat pojavil tudi med partizani, oziroma jih je vabil domov, pa jih je pogosto tudi orožje jim je prinesel, če je bil kakšen take manjše stvari. Druga zelo žalostna stran je pa bila, da je bil pa tretji brat, pa, kaj jaz vem, drugače usmerjen, če bi tako rekel, in je bil strašen nasprotnik obeh. Tako da je neprestano govoril, tudi jaz sem že včasih pri njemu, da je treba oba vrata ubiti, kar bi bilo seveda strahotno za tiste cajte, pa ne samo tiste, tudi tiste, ki so v Ljubljani, se pravi Marušiče pa Slokarje, jih je to treba odpraviti. Zdaj, zakaj ni do tega prišlo? Zaradi tega, ker kolikor jaz vem, so se vsi bali, če bi res prišlo do kakšne, no, on je tudi povedal, kakšne veze imajo, kaj vse oni zdaj in tako naprej. In če bi ga res, recimo, odpeljali ali pa likvidirali, seveda bi bilo, najbrž bi bilo grozen v našem koncu. Ja, seveda, to je najbrž 20 ljudi bo premalo, najbrž, da bi bilo treba vsaj 50 ustreliti, za strah. Kakšna je bila pa usoda teh fantov? Ja, soda je bila pa zanimiva. Kljub vsemu se res ni nič zgodilo. Dolg časa, tako, potem je pa slučaj, ja, saj kolikor jaz vem, mogoče pa tudi kaj drugega, ampak kolikor vem, so en avto, Križ, mislim, da se je pisal tisti avto vozil iz Ljubljane, to je bil šofer, z avtomobilom, in so ga tam v Trzin prestregli in so dobili not mende neke dokumente. Na podlagi tistih dokumentov potem so naredili eno akcijo, ampak to je že pa imamo kasneje. No in takrat je bil potlej ta Lojze ustreljen. Štrcin je bil tudi zaslišan takrat, pa še nekateri so bili zdaj, ne moram se kaj spomniti, mislim, da jih je bilo 5. Seveda so bile potem zaradi tega tudi represalije in bilo tudi 5 talcev ustreljenih. Kaj sem dokazal, kaj je misel tega, jaz ne vem. Z Vidkotem je bilo pa tudi nekaj takega čist posebenega. En dan, no to so me tiste dekleta pripovedovali, 2 sta bili še tam pri tistih hiš, sta obe prišle poje v partizane in sta pripovedovali, kaj se je zgodilo. Prišel je en avto z Mercedes, z Nemci, ne vem koliko jih je bilo sicer not, in so njega prosili, da se z njim pele na neko pregovarjanje s partizano nekje na Primorskem. In nič več ga ni bilo nazaj. Kasneje se je prišla novica, da je bil tam kot neki parlamentarc, pa da so ga tam
njega pa še tiste Nemce streljali. Nobenih represalij, nobenih spraševanj, žandarji, ki so bili nemški še tam, so prišli vprašati, kje je. No, so dekleta povedali, da so eni prišli z avto in so ga odpeljali in stvari so se čist nehale. Ta tretji brat France je pa, no, njega so pa imeli nekaj časa Ne tako daleč. Ne, sam do Begen. In je bil toliko časa zaprt, dokaj časa je bil še Vitko živ, pa so pod njega spustili. Je pa zanimiv, pravda je bila to ena čudna družina, je bil pa zanimiv, jaz sem bral en pisem, 2 pisma sem slišal, da je pisal. Enega so ga mi dali tudi prebrati in je not napisal, recimo, no, med druge, da ima tam enega dobre gestapovce, da so mu pustili tiste pisma pisati, ven, ne, in not je napisal tudi, seveda, da je treba, da so, ne vem, kjer so izdajalce, ta, pa on, pa tretji, in da je tega likvidirati. Kako se je tisti poj končal, jaz ne vem, ker niso bili vsi tisti iz našega kraja, ampak predvsem samo vtis, da je vse tisto, kar ni njega spoštoval oziroma njega Bogu, da so bili vsi pravzaprav njegovi sovražniki. Med drugim tudi jaz. No, en pisem imam pa jaz tudi njega. Ja. Gremo eno leto. Zakaj sem bil? No, to pa je. Zakaj sem bil jaz eden od tistih sovražnikov? Čisto slučajno, ne. No, to se je pač zvedel. Zgovarjali smo se partizani med seboj, ne. Da smo še takrat najbrž še doma, ampak vendarle, ko se zgovarjaš. In sem med drugim rekel, to moram povedati, kadarkoli si bil pri njemu, tudi jaz osebno, ali pa kakšen drug, ja, te 2 je treba ubiti. In teh je treba stran spraviti, ne. In meni je bilo to zoprno in sem odkrito povedal njemu, ne, ampak smo na partizane, tam sem rekel, tak brat, ki želi svojim bratom smrt, sem rekel, ta ni čist načureden. In to je najbrž njemu to povedal in seveda potem je bilo to črna lista, ja. K sreči sem bil tako del stran, da me ni dosegel. V letu 1942 je obdobje, ko so mladi fanti začeli odhajati v partizane. No, v tem obdobju je tudi poznana akcija nasprotne strani okupatorja Apel 42. Ja, tudi je bil, ja, je bil pred 42, prek konc leta, ja. Ja, tista apel je bil sicer nagovor, je bil zelo kratek, jaz sicer nisem bil tam odbran. Verjetno pa je bilo nekaj v tem smislu, da je treba za Nemčijo delati zmaga. No, potem je bilo odzunaj pa, ne vem, koliko nas je bilo, mogoče 30 ljudi, kaj takšnih približno, ki niso bili še poklicani na vojno, ne. To je majhen starejši, jaz sem bil že toliko majhen več, da nisem bil čist pri ta prvih, ne. No, zdaj, če to zgodbico povem, mi smo bili pa postavljeni v 2 vrste, kar se temu reče, ne. In tisti, ki je to vodil, to je bil Praš, se je pisal, Schulleiter, partijski funkcionar iz Kamenka. Je potem tam pogledal tiste fante, ali nas fante, ki smo tam stali, in če mu je bil všeč, je rekel Sind Sie für Deutschland? Ja, seveda, hoč pa drugega rekel, pa ja, seveda, ki pa upaš, kaj drugega reči. Potem je prišel pa do Lukana, Lovro, ja, Lovro. Iz Križa. Iz Križa, ja, prav, Sind Sie für Deutschland, tako kot vse druge, prav, nein. Zdaj se, ja, pa zakaj ne, on vpraša, wieso denn nicht? Pa kar naprej povedal. Zato, ker sem na Smenjsko les vozil, zato ste mi radio vzeli, zaradi tega, ker je policijska ura, zaradi tega, ne vem, pa ste našteval kar cel kar teh stvari. To, kar je bilo, ne.
Vprašal te tam tistega, ki je predstavljal, prav kot je ta vrhudu, je pa moj to predstavil, ampak zanimivo, jaz sem to seveda, sem bil tudi presenečen, da ti sprašuje, čist bil, na toliko je bil presenečen, najbrž pa tudi tegotno vse skup, ampak upal pa tudi ni nič narediti, ne, ker nas je bilo kar sorazmerno dosti, pa tudi ni najbrž vedel, kaj bo. No, in je rekel, ja, seveda, vse boste dobil, ali boste za Nemčijo. Je rekel, ne, dolgo časa med tega ne boste dali, prav to, kot se ne. Pa se pa tisti apel, ali pa tisti apel nehal, ja, in vse tisto, kar bi morali jeti takrat, oziroma, ja, kar se jih je prijavil, to bi bila ena, ne vem, kako so takrat rekli, meni sedi Freikorps, mislim, da je bilo, to so imeli črne. Strankarske to? Ja, seveda, nas po strankarske bilo, ja, vojaška taka organizacija, ki naj bi bili doma, takrat ni bilo še domobrancov pri nas. Ne. In koliko fantov se je odločilo? Večinoma je pa tisto se razpadlo, ene par jih je ustal, pa ne vali. Tiste razpad se on tudi ni vedel več, koliko jih je bilo. Ja, tako da je se pravzaprav, da je ta človek rešil najmanj 10, po moje, najmanj 10 ljudi, ja, da niso šli, oziroma da niso bili tam oborožen. In pa kasneje so šli potem tisto, kar jih je še bilo, pa iz drugih krajev, večina vsak v nemško vojsko in to k SS, zaprav, da ne bi zoprno. In kakšno ime je za zaupati od teh fantov? Ali pustimo za kdaj drugič? So že vsi pokojni, pa kaj. Nima smisla, se niso bili pravzaprav nič krvi. Ja, tam so se eni znajdli, tudi seveda so se znajdli, ja. Večina se pa ni vrnila. Na Komenskem pa je tudi kar nekaj spominskih obeležij. Bomo kaj več o njih rekli. Se pravi, to imamo v mislih Komensko Dobrava, Kriški grad, Moste, v Žejah je tudi, spomenik je tudi v centru Komende. Mogoče kar začeli bi šli od enega do drugega, da dobimo spet te zgodbe, o katerih ali ste sodelovali, zvedeli z prvih rok. Ja, se pravi, tisti, ki je prvem služil, ja, se je bil tudi prvih, mislim, postavljen, je tam v Žejah, se pravi, Kuharjevo borštu, ja, tam je bilo 5 talcev, zelo zanimiv, 5 jih je bilo, ne. Sicer res jih nisem gledal, ampak Selan je to, ki je bil dosti natančen, se je to točno zarisal, zapisal in objavljeno je bilo, da jih je 5. 4 so bili znani, 5 pa ne. Zdaj nekateri pravijo, so bili samo 4, pa niso bili, jih je bilo 5. In zakaj so bili talci? Kaj se je zgodilo? Tam je bil napaden 41. leta, takrat septembra, ker mesec je že bil, en avto, so se eni peljali, pa ni bil vojaški avto. Pa niso bili vsi mrtvi, 1 ali 2 sta bila mrtva. To je bilo upozorilo, no ja, tako so pa tudi Nemca to. Ja, upozorilo, naj se Slovenci ne vozijo z avtomobilom. Sosednji kraj Moste, Vodnjak, tu je zgodba, v kateri ste sodelovali? Ja, tam sem je pa nažalost kar čist zdraven. Ja, tiste je bilo pa že izdan, to je bilo pa že toliko kasneje, to je bilo pa že ja, že 44. leta, seveda, novembra, mislim, da je bilo. Ja, to je bilo pa tudi izdanje, jaz sem tam bil, to je bila pa napaka, to je, dobro je bila moja, tem sem pač kriv, samo, če bi bilo tudi isto, ampak mene ne bilo zraven. Tam sta bila dva moja tovarša in jaz sem si prejšnji večer tam v glasu, smo se pogovarjali, no in seveda me druga sem vprašal, to je bila napaka, kdaj grejo nazaj. No, pa smo se zmenili, drug dan ob 8 zvečer odrinemo, pa sem rekel, bom pa jaz tja prišel. In to je bila najbrž napaka, točno ob 8
Točno v Bosnah so bili domobrance že na vratah. Ja, seveda, potem pa reši se, koliko se veš in znaš, ne. Jaz sem sicer, ja, dva sta imela smola, ne, nista se rešila, ja, se je bilo vse okolje, čisto okolje, tako da ni. Eden se je rešil, eden se je še tudi rešil, ampak tistega sem pa kasneje srečal, čez kakšnih 14 dni, nekaj takega. Sem rekel, kako se ti rešil, rekel, čisto nič ne vem, prav, jaz sem kar šel, jaz sem kar tekel, pa sem se nekje k sebi prišel, ko sem lučke videl, da je bil pa že kamenk. Ja, to ljudem čisto popustil, ja. No, meni niti tako dobro popustil, jaz sem pa bolj resno jemal vso zadevo. Čeprav nisem nikoli vojak, ampak sem se čisto po vojaško vso stvar zamislil in sem si predstavljal, da je najboljš, če se hočem rešiti, da enostavno, če sem bil prav sam, jo rešam na eno od tistih zased. Ker tisto zaseda bojo presenečen, če ne vedeli, da jaz tečem, pa če streljam, tako da ti si vsaj se predvidevaš, ne, tisti čas nobena bo streljal, ne, ker še vse ne pride. Drug, tisti, ki so odsni, pa tudi na svoje zasedo na boje streljali. Upam, da imajo caj že imel, in točno tako je bilo. Ja. In ste se rešil. Jaz sem rešil, ja. Ja, se sem še pa malo iskal, ampak ja, moram reči, kljub vsem tem, ne, to je bilo že dosti pozno. Pa kljub temu, da so bili partizani, jaz sem se pa prišel do Žej, da je bilo že bolj, tako da je bilo že majhen zora, se pravi, da se je že videl, ampak tam v Mostah je pokoj, so bili že od zunaj nekateri, tam pri Gašperc in tam sem me kar sprijel. In so mi dali nekje prostor tam zraven, so rekli, da boš varen to, da vse prideš, pa da boš dobil čevlje, pa vse tisto, kar je potrebno, pa da boš luka naprej. Ja, vsa čast in hvala. Leta 1975 je ob tisti hiši, kjer je bil ta dogodek, bil postavljen vodnjak, spominsko obeležje, ki ga je naredil en mojster iz Križa. Ja, tisti vodnjak je bil, to je bil tak, vaški vodnjak. Ja. Ja. In jaz sem si takole zamislil, da voda je tudi vir življenja, ne? In je prav, če so bile žrtve, lahko je tega tudi recimo spomin, da se stvari, da bo spet, no, tako simbolično, ne? Da iz tega tudi lahko zvire, ja. Zdaj pa kako to stvar popraviti, vodnjak je bil že zapuščen, ne? Tisti del je lesen je stal. In na Križu je bil tak samouk, če se temu tako reče, Jerič, ja, se je pisal. No in sva se zgovorila, kaj približno, kaj ne naredi, sicer on po svoje, ne. Kaj naj bi bilo na tam gor napisanega, drugačne pa sam po svoje naredi, da ga, ja, kolikor ve in zna, ne. In je to naredil, kar zdaj tam tudi stoji. In je kar dobro. No, takratna osnovna organizacija ZSMS, kot smo prej slišali, ne, je bila organizatorka proslave. Po proslavi je bila tudi takrat precej odmevna veselica. Izdelovalec plakatov je bil pokojni Ivan Selan, znan Suhadolčan, bi rekel, ne, kartograf samouk, tako da tisto obdobje je bilo kar zanimivo tudi po, bi rekel, ohranjenju teh tradicij enobe. Ja, je bilo, ja. Zdaj, če gremo malce naprej, Podborš pri Komendi, spominsko obeležje, na njem so zapisani Janez Čebulj, Ivan Orešnik in Max Simončič. Kaj se je pa to dogodilo? Ja, ti so bili, kolikor jaz vem, to je bila taka ofenziva, no, pa, ja, no, pa kaj, mi smo rekli, pa normal kaj, no, to je bil že kar nekaj večji obseg je bil, tako da so se vračali že, no, vse med pozna ni bilo nobene take hudarči, pa tudi to bi bilo verjetno kar dobro steklo, če ne bi bile majhne nesreče. Tam nekje, ne vem kje, tiste dva, ne, sta tam padla. Janez je bil pa, no, to mi moj kolega Pojfar podal, kako je to izgledal, saj en del, no, te zgodbice.
ko so videli, oziroma ko so zvedeli, da je to hajka, ne, oziroma da so Nemci prihajali iz Dobrave dol, se je Janez, pa še moj tovarš, sta se skrila v cev tam pod cesto. Ne. Vse tista cev še zdaj obstoja. Ne. Kanalizacijo ima to. Ne, voda teče iz ene strani, se pravi tam v Strška sem, ne, pa v Šato. Šato, ja. Ja, tako je bilo. Ja, se je bilo suho, se ni bilo nič vode not. Ne. Not sta bila in Janez je bil ta prvi mesec, on pa zraven njega sedel in sta seveda čistko sta ven gledala, oziroma ni velika cev, ne. In seveda po cesto šli potem Nemci, pa po drugi strani tistega grabna tudi Nemci, ne. In tako me je ta pripodal, da Janezu so verjetno živce popustili, pa je ven stekel, a sta bila tudi one dva tam, to pa ne vem. Ja, seveda, pa so bili pa na tarč, ne. Ta tretji pa je bil pa toliko, da je not vstal. In je pa meni pripodal, kako je bila ta zgodbica. Ja, te postojijo živci, ne moč pomagati, ne gre. To je huda stvar, ne. Človeško, ne. Tudi jaz sem enkrat nekaj takega doživel sam. No, mi smo imeli majhen bolj živce, kot se gleda. To je bilo pa tisti dan, ko je bila napadena bolnica. Ne. To je en delček od tiste ofenzive, ki je bila se je začela tam na Šmarno gor, pa na Rašic, ne, na Rašica je bila čisto cela obkoljena, en delček, en del, mora biti načeta ali novot, ali kaj vem, je prišel pa istočasno, pa sem na Dobravo pa to bolnico likvidiral. No, nas tri, trije smo bili, Novak Ivan, pa še en je bil tam iz tega konca, se pravi Šentvida, pa jaz, ne. Smo bili tam v Šmarno gor s tistim tovaršem, pa smo šli pa smo mislili, da mir, ne, in nas je zajel na Rašic, tista hajka in to seveda, kamor se obrnil, posod, vsak je povedal, tam je zaseda, kaj zdaj narediti, ne, in smo, ampak smo še kar toliko, da smo se pod eno take mlado buko, ne, tokle velika je bila, no, zavlekli, ja. Ne, se nismo, ja, kar not od spod, ne, po tisti, ja, pa je bil tak breg, tak, zelo star moj je bilo, tako da sem to se hlače znosil, ko sem se gor pa dol vozil. No, pa je bilo vse, seveda, to je bilo zvečer, smo šli not, pa po noč, ja, se nismo v kamer, kamor si pogledal posod, čutil, se jih čutiš, ne, kaj ljudje stojijo, ne. In nad se ni premaknil pokoj, sem pa kaj mal. In pa tam okrog 10, 11 do povdne, so bili pa tam čist bliz. Ena grupa se je slišala tistih vojakov in pa koraki, čist bolj, skozi bolj bliz, ne je bilo. Gledamo tako, da smo bili skupaj, gledamo z tistih listja ven in ja, tista prvi bi to bliz, če tako ga do Kazanoga zagrabil. No, ne dol gledal, ampak zgledali tisti list je bil le toliko, no, to je bila že junija, ne, že toliko je bilo že toliko zelen, da nas je toliko prekril. Ja, sedaj, če bi količkaj kakšen madno pa bil po nas, ker dol od spod je bila pa druga grupa, ne, tam na vrh je bila druga. No, ti so šli pa k srečmem, pa še ena grupa prišla, pa je bila še komanda, še nižje išče, pa je on se jezil, da ne more, da je tak breg, da ne more hoditi, no. Pa je šlo pomeni, ja, pa smo mogli še kar čakati, še so bili, tako da smo komaj zvečer ven zlezili z tistega listja. No, in tisto točno, tisti dan je bilo pa tudi lahko komedij, oziroma na Dobravo. Bolnica, izdana. Ja, sigurno je bila izdana. To je nedvomno, ne.
ker tja so prišli, ne, to naredili pa šli. Ne, ker Vi ste že drugače ne rekel, bi- da je bilo to obdobje pravzaprav že malo svobode, da Preveč, je bila precej na očem ta Ja, bolnica. preveč je bilo vse. Ja, seveda tudi bolnica je v tem primerno grajena. Mi smo mislili, da bo prehuzga konc, pa ni bilo. Ne, pa tudi nihče ni najbrž računal, da bo izdajstvo v domačem kraju tako močen, kakršen je res potlej postal. Tega seveda nismo, ne mi, ne drugi niso tega predvidevali. To pa je lahko usoda, ja. To nas je stalo veliko. In v bolnici, poleg doktor Ja, Zajca, vsi tisti, Koliko so? ranjenci so bili, ja. Ja, bolničar, ja, se je rešil, ja, se je bil, pa je bil tudi stražar, se je bil stražar tudi. Ja, no, pa taj pa živ ostal. Zanimiv, zunaj je bil in je živ ostal, pa ni on izdal, gotovo ne, se je bil tam. Da, Ivan Kosirenko je bil tam tudi za ekonoma, ne, da je hrano preskrbil, je tudi tam bil. No, zdaj ne vem, on tako jaz ga nisem videl, ker sem bil takrat tam na Rešici, ampak so mi povedali, da je tik pred tem, ali pa so bili že tam, jaz ne vem, ven šel in je še ni dobrave pa tekel, pa se ni tako daleč, ne. Je že tam vse pogone, so jih že streljali. Pa on še do dobrave ni prišel. In mogo imeti srečo, recimo, no. Ne vem drugega reči, ne. ja, iz Dobrave še malo na drugi konc, če lahko tako rečem, občine, do Kriškega gradu. Kaj se je pa tam dogajalo, zakaj je bil požgan, kdo je tam odstanoval? Ja, na Kriškem gradu je bila enkrat ena četa nemških policistov, to se pravi vojaških policistov, ali kako je bila, ne vem. To vem, da so bili po položaju, kako bi rekel, nekoliko policisti, ampak drugače pa vojaki. Mislim s takim tistim oznakom, kot pomeni, da je vojaški policist. Tistih je bilo kar tam eno četa, ne vem koliko jih je bilo. Ti so prišli na dopust iz Rusije, iz Ukrajine, ali tam nekje so bili. No, takrat sem bil še doma, nisem bil še v partizanah. No, in se spomnim, ja, seveda, jasno sem iskal, ki se da kaj popiti, ki se da kaj za jesti, no, sicer oni za jesti so že imeli, ampak kljub temu. No, in pa seveda, mama je bila še takrat seveda živa, pa se je tudi v pogovori z njim spustila, kako pa kje so bili, pa kako so bili, pa take stvari. In so bili kar dobre, ene dva sta se kar dobro razgovarjala, kakšne težave imajo, kaj delajo tam, ne. Takrat so še kar malo zmagovali. Ja, in kako bo po vojni, ne. Ja, je rekel, to pa mi imamo tako predviden, prav, tam bomo mi zasedli, recimo ta del Rusije. Ja, in potem, ja, no, potem prav, če kdor bo želel, ker mu je kaj do tega, prav, tam bo lahko dobil posestvo, ali pa kakšen drugi, ali pa kakšen dober, ali pa kakšen tovarna, če je kakšen tak človek. Ljubljena dežela. Ja, ja, čest, ja. Ja, rekel, ja, pa kao te pa padle tam, sej, ja pa sej, ja je tam, ja se tam, malo prav, ne, tako naivno, ja se tam so še ljudje, ja, vse, a te tiste ljudi, ja, kaj pa ti delali tam? Ja, prav, diese alles werden wir umgebracht. Ne? Tako po nemški, zdaj me je to malo šesa. Ja, prav, kako? A takrat vse pobili? Ja, pa me je bil kar malo narod. Ne, rekel, nam nismo glih vse pobili, ne. Tisti, ki bo so nam nasprotni že, ampak on ta drug, ki nam bodo pa hoteli delati, tisti bomo pa mi pustili. Ja, pa ne vem, pa jaz sem šel ven, nisem se več hotel izgovarjati. Ja, take mišljenja so bile, no, tako.
to niso bili kakšni posebni oficiri, to kar bolj navadne ljudje, oziroma navadni soldati res. No, posebna grupa je že policija, ni čisto navaden soldat, pa vendarle čudno gledanje na ljudi. In kdaj je prišlo do požiga gradu? Ja, potem je bilo pa, ja, tisti je bilo kasneje. Jaz sem se zgovarjal s tem komandantom, Jerman, to je bila Šlandrova brigada, ne. Pa ne vem, včasih so me povabili, takrat še niti nisem bil partizan, ampak ne vem, zakaj so me povabili, cajta do cajta. Kakšne stvari pa smo se tam pogovarjali. No, ja, še prej ne bilo požgan, ja. Sem bil povabljen, ker zakaj nam dobro je, zaupaj so mi. No, in me je povedal, ker sva se tudi poznala s komandantom, je rekel, ja, imamo nalogo, da bomo požgali Grašino v Komendi, pa na križu, pa, ja, prav pa še takele, ja, pa tam premejač, pa zadaj ta dom tudi, ne, ker to so prav stavbe, ki so prazne. Ja, no, sem rekel, vse dom ni prazen, ne, sej. Ja, rekel, stvari so take, ne, pride nemška vojska ali pa kdorkoli bo prišel, tam, to so le objekti, ki se jih lahko precej not naseli in dobre, posebno Grašine so dobro obvarovane, potem pač krijejo cel tisti področje, pa je gibanje čisto nemogoče, ne. No, tako smo se pogovarjali. Ja, zdaj jaz pa dosti naiven, še zdaj vem, da sem bil prav trafast. Če se tako vzame, jaz sem rekel, veš ko, ampak tam na Pršmit, za tisto križko Grašino, tam ni bilo ljudi, ne. Tudi, no, res je bila ena posebna Grašina, lepa, ampak dobro, ljudi pa tam ni bilo, ampak tle so pa ljudje bili. Jaz sem rekel, veš kako je, vse to so naše ljudje, pa kaj zdaj bi tam požgali, ne, tiste stvari. Ja, rekel, veš, ko je naloga, pa to je le strateški kraj, pa tam iz Dobravi dolče pride, te lokake streljajo. Ja, doma sem rekel, veš, vse je to majhen narodna. Ja, pa ga se ne da nič narediti. Rekel, vsaj toliko, da bi jih obvestil, pa da tisti, kar imajo, tisto imovino, se je že koliko se vrah jemlje, da saj tisti pospravijo nekam v spodne prostore, če že zgor kaj pogori, ne. Ja, prav, veš, to ni tako, ne. Ja, če ti čem zaupaš, ja, Luka, in seveda, 2 napake sem naredil, 2. In to res, to šele pa je pogruntaš, ne. Prvo to, da sem šel tja, ne, da sem jim to povedal, da sem se jim seveda zameril, kot da sem jaz tisti, da bomo tam tisti požgali, ne, to je eno. In drugo, kar bi se lahko zgodilo, pa se srečni, ne bi tam slučajno bila recimo ena zaseda, slučajno, ali pa sam, ker vse so bili zraven žandarji, da bi tam sami kam patruljali in da je bilo par strelov, da bi jaz kriv, zakaj sem pa povedal, ne, kaj da bi še kakšen padel tam zraven. Ampak sreč, se je to sicer speljalo dobro, Grašino, no, to je zdaj, Grašina je res pogorela, pa še drug rezultat, tam sem bil pa zamerjen, kakor češ, vse ti bi tu lahko, kaj si malo skriv, da so nam požgali, ali pa bi lahko preprečil, ker nisem mogel preprečiti, ne. No, s tem za dom res niso pa požgali, jaz sem šel do Belcijana, Belcijan me je zagotavljal, da nobenega ne je odpustil, ampak se je ga pa vprašal. Ampak sreč je lepo predvidel tudi recimo komandant naš, da nima nobenega smisla, ne brž v svet pa si požigati eno tako hišo. No, Prmejač je bil pa itak prazen, to je pa res, da je bil prazen, tam ni bilo nobenega več. Tam je bilo vse bilo sprazneno.
No in da smo spet v Komendi. V Komendi sta dva spomenika, eden je pod Špitalom oziroma nad kulturnim domom, eden pa na obzidju pokopališča. Ta osrednji je posvečen vsem tistem, ki so sodelovali v NOB-ju. Ja, tisti, ki so pri nas doma, ja. Ne tisti, ki so tukaj padli. Žrtva. Ja, našem, mislim, Komenčanem, predvsem Komenčanem. Ja, koliko smo takrat vseh teh dobili. Ja, podali so pa različnih krajih, ne samo tam. Na vseh koncah, ja. Ja, misliš pa ta drugi spomenik, tam gor, ja, tam so pa oboji, se pravi tisti, ki so bili domovranci, pa tisti, ki so bili nemški vojski. Mobiliziranci. Kdo pa danes skrbi za te spomenike? Kako se pa financirajo? Morda imate kakšen podatek? Ja, zdaj kakšna posebna podatka jaz nima, ker to zdaj odbor vodi. Ja, predvsem občina, občinski proračun predvsem te stvari financira, ja, pa se tako šola tudi pomaga, čisti, ja, kar se največ da, ne znarjam, ampak seveda z vsem drugim stvari. Ja, pa organizacija seveda, jasno, zveze borcev tudi gotovo, da. Ste pa dolžna, da to stvar vodi, sicer pa brez sredstv nima veliko. Na Komenskem še nismo bili priča odkritju nekih grobišč povojnih. Pride lahko do tega trenutka, da... Ne bi vedel, zaradi tega najbrž ne vem pa ne. Tista grobišča preh, ne, tiste so itak vse prekopali, pa ne pada na leve, desni strani, vse. Ta zadnji pomor, ki se je pa zgodil, to so bile pa te brigade, ki so prišle iz Bosne, pa iz Hrvaške gor ven, pobrali, kar je bilo njim, kar se njim zdel, da je, ali pa so jih zajeli, da so bežali, pred partizani, no in to so pa pobili. Ja, kaj več pa čist nič ne vem, kar sem slišal, ker s takim stvarem se jaz takrat nisem bavil, pa meni se še tisti, ki sem bili bolj blizu, niso kaj dosti vedeli, ker te brigade ali divizija, da so bili zelo samo svoji, da so čist tako prišli. No, ti so preko osvobajali in ne levo, ne desno niso gledali tudi na domačine, nič kaj dosti. No, tako, ne vem pa ne moram reči, da nam kakšno novo vero. Jaz sem bil takrat v Ljubljani, jaz sem dosti iz tistemu prav, tako da niti domov nisem hodil. No, to me je doletel že malo, ko sem s Komende ven šel, ja, že v Komendi, ja, to je bila odbor za preskrbo. In to zdaj dobiti, ko si šel v partizanah, je bilo treba preskrbeti hrano, recimo, tako za bolnico, pa za kakšne take edinice, pa tudi za vojaško edinico, da ne bi po nepotrebnem, recimo, akcijo delali nekaj, kar tako na slepo. Če se je to dal narediti, To zaradi tega, da med ljudmi ne bi bilo, da je prehrana, pa vse tisto, kar je potrebno tam pripravljen, da se nam dela poseben alarm, zaradi tega, da se ne vidi teh premikov vojske sem in tja, pa da pri ljudeh ni zamere, ker potem se lahko dogovoriš, ali lahko daš to, tako naprej. Veliko smo se dogovarjali z ljudmi, da so nam preskrbeli, tudi prešiče, pa tudi kakšno kravo,
Seveda, kar so pač imeli, no. To, nekje bolj, nekje manj. No, to se me je držal fatle, kar skozi, bil sem pa premaščen v Šenčur, tam ni bilo kaj posebnega drugega, sem bil bolj tak postos, tam ravno tako tak odbor, ne, mislim, okraj Šenčur, mislim, da je bil. No, od tam naprej sem pa bil v eni denici Gorenjskega odreda. No, tam sem tudi tega Jana, ki je zdaj umrl, tam sva se ta prvokrat srečala. No, potem... On je precej pisal o te zadeve, ne? Ja, on je, seveda. On je bil komisar tam, ne? In je že tam, je bil lušten možak, ne? Si bil tudi v Komendi? Tudi večkrat, ja. In se ga spomnili z konca 80-ih let, ko smo organizirali zbor gorenjskih aktivistov. Ja, je bil. Pa tiste knjige pisal, veliko knjig napisal o teh zadevah. No, potem sem bil pa poklican na drugo stran čez Savo, pa v Zalilok. Tja me je pa povabil oče od enega tam, ki je padel v Mostar. Ne? In on je pa rekel, ja, zdaj pa nimam nobenega sina, veš, res pa ti moj sin. Ne? In je pa zame skrbel res, čez tako povčetovsko, no, kakor sva bila spet skrb. No, vsekakor pa se je to imel tako. No, res sem zbolel tam in me res me je krh nosil, pa ne vem, pa se tam vzali. Pozim februarja sem brodil tam čez Savo, v sneg, tam mesta nek sneg, potlej Sava. Mrzla je bila res, ampak zdaj takrat ni bilo nič, ampak pa sem pa čez kakšen mesec, ne vem, kaj je bilo, bolel tako, da nisem čist, komaj videl, kje sem. No in potem, ja, moč imeti reči, no, če že o teh stvarih govorim, takole, pa še takole, recimo, kaj bi bilo za krestvujem. Višja sila, rekel. Smo imeli sestanek, ne, in pa, ker sem bil že malo boljši, pa smo se pogovarjali, ja, kam, no ja, on je določil, ta moj nadrejeni, rekel, ti boš vsem, in koliko nas je bilo, 4, 5. Ja, je rekel, za mene, je rekel, ti boš pa pri meni. No, sem rekel, pa kaj ne, zdaj tle pri tebi delam v Zalnem Loksenju, kaj? Ja, saj bože, ne. Ne, sem rekel, veš kaj, daj me kamar češ, mene čisto vsega, ampak zdaj, če sem že na takem poslu, bolj da se nekaj ogledam, kako drugod stvari tečejo, poj, kamar češ, ali grem tam v to dolino, Luno dolino, ali vsem kam grem. Sem teden, 14 dni, sem nazaj prišel. In, no ja, bo šel pa bohen. No in res, pa sem zbolel, po tistem meni se zdi. In kakšen teden sem ležal. No, pa se pa spet moj kolega, prav, jaz grem pa zdaj v bohen. Ja, sem rekel, to je pa fajn, greva skup. Tam je rekel, moj nadrejen je rekel, ne, to vidiš, da še nisi dober, ne, sem že, ko sem pa videl, koliko je velika jedovca. Še takrat sem ta prvka često vpadil. No, je rekel, dobro, pa so šli s tem, do Varšam, ta prvka v železnike, pa je železnikov na jedovco. Lep dan je bil takrat, vem, da je še malo sonce svetu po zim, februarja, ja, marširava. Nek nasred me pa čez konc, čem kamor več. Ja, to je pa le, ne, to, ki je bilo hodoj, še sem rekel, jaz ne bom prišel do konca, ne bom. Pa sva prišla do ne koče, ne boš spet, ne vem kakšna, ne na koče je bila, pa sonce je svetu. Rekel, pa še ne bil, rekel, ja, še kakšen pride tle, še kakšen kurir. Pride. No, sem rekel, jaz kar tle počakal, pa ne bo, ker če se tam na soncnicajt ležim, pa pride čez ne par ur res še eden
Rekel, da vem, kaj s teboj. Ja, kaj pa je. Rekel, še oči sem umagal, ne morem nič. Ja, prav vse te vse nesem, kar češ. Rekel, puškom že nesem, ta drug pa. Verjetno sem res slabo gledal. Pa sem pa marširal, ja, skozi. Ampak še to je bilo, da ko so šel, ko je sonce svetu, prek je bilo zmrzne, pa se podrl. In kot eno novo, pa spet cajt gor, pa spet not. To je bilo še dodatno zraven. Ja. No, ampak sva prišla do Bohinja. Tam je on, se je res dober, res je bi mogel biti dober, pa nič ga nisem poznal. Tam je dobil eno punco, je rekel, tega boš pa pelala na ono stran, pa so tam tisti kraj. No, kar naprejšene kona Bosani, pa mi res pelala, kako se ga reče tam tisti? Jih je veliko Fužine. Fužina, ja, Fužina, točno Fužine. Dobro gibam. Ja, točno Fužine, ja, do tja me je peljala, tam lepo me zloži, pove, da me naj tam prespejo oziroma prenočijo in res. Drug dan seveda kurir pride spet, jaz nisem nič videl, ki je kakšen, ne. Pride kurir, gremo kaznemo in marširajo gor, grejo gor, naprej, čez gor do Koritnika, kaj že. Koritnica. Ja, in že med fotjo nazaj gledam, kje sem jaz prejšnji dan hodil. In vidim se tam nekaj ven kadi. Tam sem pa jaz hodil, tam so pa ne koče, a so tam kurirali, ja, prav verjetno, kaj takega. Pridemo čist na vrh, pa je bilo. Ja, najhujša ofenziva, zadnja. Danes jih pobili tam en koliko, lik tismo koncu, tismo vzali na logo, kar so jih najdel takih, da se niso mogli braniti, ne vem, so rekli, da je kar precej. Te brigade, to so bili pa tisti, ki so tudi iz Bosne prišli, pa so pa jih hoteli, ali pa so prišli pa v Trst, do tam čez nekaj, no, tako nekoliko. In če bi tam bi pa težko spedal. Ja, viš, tu moraš imeti pa srečo. Ja, to je pa res. Ja. Kakšno vlogo pa je imela cerkev v času NOB-ja v Komendi? Se ne vem, če bi kakšen fajn, ne. Dokaj časa sem jaz tam, ne vem, ko so bili domobranci, pa tudi ne vem, če je bilo, ne vem. Ne bi mogel reči, da je bilo kaj posebnega, če druge kaj vedo, jaz ne. Tisti čas, ko sem bil doma, ni bilo nič posebnega, ne takrat tudi domobrancov, to so še lepo kasneje so se pojavili. Verjetno je bilo kaj drugače v Ljubljani, ne? Ne, se verjetno ni bilo nič kaj posebnega, v Faru so bili žandarje, no, tisto se pa v Kaplanini ni bilo nič, manj sedi, ali bo sploh kaj, manj sedi, da nič. Tist župnik Alterni je že Maše Brova, ne vem, odkot je prišel, to pa res ne vem. Pa kasneje, ne vem, res ne vem. Pa se tudi pa zanimal nisem, kako so stvari peljali. Jaz pa so domobranci prišli, so bili pa tam, ko so bili prek žandarje. Prvo so bili v Kaplanik, pa so žandarji šli v Mengaš, pa so pa ti to zasedli. Iz Zvornika so nadzirali. Ja, Zvornik, no, to je itak, tisti itak, tako opazovalni stolp. Morda še za konec bi se dotaknila, NOB je zadnje čase zelo na udaru. Po vašem mnenju morda zato, ker je jeseni čas volitev in se politične stranke tepejo za volivce? Ja, mogoče. Ne vem, ne bi mogel reči, da je to tisto najbolj pomembno, da bi zaradi tega kaj dosti volivcev najdla. Če se tak, da to ni več tako popularno. Zaradi tega, ker so tudi zunanje sile takšne, ki na nas vplivajo, da jim to ne paše glih preveč.
Morda še eno malo bolj provokativno vprašanje. Si upate komentirati sodbo proti škofu v Rožmanu, ki je bila kljub vsemu razveljavljena? Ali pustimo to raje za drugič? Ne razumem jaz čisto dobro tisto razveljavljeno. Sodba je bila razveljavljena, on je pa še glih to tak zločinski bil prej. To je komentar, ja. Ja. Najlepša hvala. Pika. Ja. Tako, najlepša hvala obema, da sta bila današnja moja gosta. Tako, zahvalila pa bi se tudi pizzeriji Hram Gorjan za prijetno vzdušje in pa gostoljubje. Spoštovane občanke in občani, tako pripeljali smo tudi junijsko oddajo do konca. Lepo se imejte, vesele in pa prijetne počitnice, pa se vidimo zopet jeseni.